Lepo pozdravljeni, bratje in sestre. Po čudovitem druženju skozi cel teden na naših molitvenih srečanjih. Res vas je bilo lepo videti, čeprav samo prek Zooma in z vami klepetati in skupaj moliti. Hvala vsem mladim, ki ste pripravili tako lepa srečanja. Res je lepo hoditi skozi življenje, ko pripadamo duhovni družini, kjer se spodbujamo in si pomagamo. Danes je ponovno dan slavljenja, čaščenja našega Boga, ki je vreden, ki je dober, ki je milosten, saj nas je potegnil iz starega načina življenja in nam dal popolnoma novo vrednost in smisel. Tako sem mu hvaležen, da ga želim slaviti skupaj z vami. Ste se vprašali, zakaj bi ga slavili? Morda ti bodo naslednja pričevanja v pomoč, da tudi ti razmišljiš in najdeš svoj razlog, zakaj slaviti Boga. Sam sem imel na srcu Psalm 95 in bomo zdaj to prebrali. Pojdite, vriskajmo Gospodu, vzklikajmo skali našega odrešenja, stopimo preden s hvalo, vzklikajmo mu slavo spevi, zakaj Gospod je velik Bog, velik kralj nad vsemi bogovi. V njegovi roki so brezna zemlje, vrhovi gora so njegovi, njegovo je morje, on ga je naredil, pa tudi kopno, njegove roke so ga oblikovale. Pridite, padimo na kolena in se priklonimo. Pokleknimo pred Gospodom, ki nas je naredil, zakaj on je naš Bog. Mi ljudstvo njegove paše, čreda njegove roke. Jaz slavim, ker je on tisti, ki daje življenje. Jaz slavim, ker mi on daje svobodo. Jaz slavim, ker je on vreden. Jaz slavim, ker tako čutim. Jaz slavim, ker sem zelo rada v Božji prisotnosti. Jaz slavim, ker me vsak dan znova prevzame njegovo kreativnost. Jaz slavim, ker to osmisli moje življenje. Jaz slavim, ker sem bila ustvarjena za slavljenje. Jaz slavim, ker čutim Božjo bližino. Jaz slavim, ker bom to počela celo večnost in zakaj ne začeti že danes. Jaz slavim, zato ker je slavljenje duhovno orožje. Jaz slavim, ker bomo to počeli v nebesih. Jaz slavim, ker je Jezus umrl, zato da jaz lahko živim. Jaz slavim, ker sem. Jaz slavim, ker tako ne pozabim, da sem jaz majhna, on pa velik. Zvest prijatelj naš je Jezus, on bremena lajša nam. Naj srce ti ne opeša, saj molitvi nisi sam. Včasih blodimo v samoti, včasih dan je poln težav. Zakaj te gobi svojih mu molitvi ne predal? Štej dobrote dane od Boga, štej dobrote dane ti z neba, štej dobrote dane od Boga in prepevaj hvalo mu iz nas srca. Ko skušnjava te obide, ko bolite dušo vse, ne obupaj v tej samoti, mir v molitvi te obda. Veš, da čaka te prijatelj, čaka, da olajša križ. Pridi k njemu, on te vabi, le pri njem pomoč dobiš. Štej dobrote dane od Boga, štej dobrote dane ti z neba, štej dobrote dane od Boga in prepevaj hvalo mu iz nas srca. Če potrpce in utrujen, če bolezen te teži,
Pridi k Jezusu v molitvi, on so žalost nam teši. Jezus naš je spremljevalec sredi zemeljskih na tlu, varno nosite v naročju, on Gospod je našim Bog. Štej dobrote dane od Boga, štej dobrote dane ti z neba, štej dobrote dane od Boga in prepevaj hvalo mu iz dna srca. Odraščala sem v krščansko usmerjeni družini in imam ljubeča starša in brata in vsem me spodbujajo in podpirajo. In tudi skozi šolanje sem imela ful hobijev, ki so me ful veselili in nekako napolnjevali. In sem ful hvaležna za to. In ker sem hodila k veruku in opravljala vse zakramente, mi nikoli beseda Bog ni bila tuja. Vedno sem verjela, da obstaja. Vedno pa mi je bil nek tak oddaljen možakar tam zgoraj, ki me opazuje. In pri 16 letih sem šla že drugič na angleški tabor in takrat smo imeli ful zabaven teden, smo se učili angleščine, smo spoznali nove prijatelje in seveda smo se pogovarjali tudi o Bogu. In meni to ni bilo nič novega, nič tujega, samo tako, okej, en gospod. In spomnim se zadnjega dneva, ko je voditelj vprašal vprašanje, bila je polna soba nas mladih in vprašal je, če gremo mi zdaj danes domov in avtobus zapelje s ceste in vsi umremo, kam gremo? In spomnim se, da je bila tišina v tisti sobi in solze so se ulile mnogim in tudi jaz sem dejansko bila postavljena pred to dejstvo, da nisem večno na tem življenju in seveda se konča. In takrat sem imela ogromno vprašanj. Začela sem hoditi v ljubljansko cerkev, bila del mladinskih skupin, kjer smo se odprto pogovarjali o vseh vprašanjih, o podobnih temah. In takrat sem se zavedala, da Bog ni nek možakar, ki je oddaljen, ampak je blizu. In je tukaj danes in želi imeti odnos z mano in želi biti enostavno moj prijatelj. In začela sem prebirati Sveto pismo, imela sem ga že od prej, ampak sem začela prebirati in spoznavati, da sem človek, da sem grešna, da imam napake svoje in Bog s svojo milostjo mi odpušča. V tistem času mi je bilo težko odpuščati drugim, ampak glih zaradi te milosti, ki nam jo Bog da, mi je bilo lažje odpuščati. Še danes je to tak nekako svobodno dejanje, ki ga imam. Bog je dal svojega sina, da imamo mi lahko večno življenje. Tukaj smo začasno in stremimo k temu, kar nas čaka. In to je ta odnos in da lahko slavimo njega v nebesih. In jaz imam mir in imam upanje, glih zaradi tega, ker ko bo konec, jaz vem, kam grem. In jaz živim, da ga slavim. Glej, judo, le ulomi vse naše vezi in zmagami okrona nas iz dneva v dan. Glej, judo, le ulomi vse naše vezi in zmagami okrona nas iz dneva. Zmagami
Upam, da ste uživali v molitvenem tednu. Jaz sem. Kajti biti del cerkve, del družine verujočih v Gospoda Jezusa Kristusa je največji privilegij, ki ga lahko ima človek na zemlji. Življenje danes ni lahko, kaj ne? Vsi to čutimo in doživljamo. Če se malo poglobimo v zgodovino, bomo hitro ugotovili, da so enako čutili in doživljali težo življenja vsi od začetka sveta. Življenje je težko zaradi posledic greha. Vendar nas Bog ni pustil neboglenih v tem zemeljskem življenju. Podaril nam je nekaj, kar nam bo olajšalo naše življenje. Podaril nam je vero. Kaj je vera? Vera je zaupanje v Boga in ne neka mislena privolitev. Mimogrede, živeti po veri je enostavno, če je življenje dobro. V resnici pa vera v dobrih časih skorajda niti ni potrebna. Vera je potrebna takrat, ko nam je težko, ko se soočamo z grožnjami in nevarnostmi različnih oblik. Vera in strah sta običajno nasprotji. Vera nas vodi bliže Bogu, strah nas blokira, da bi zaupali Bogu. Pot približevanja Bogu pa se imenuje posvečenje. Z drugimi besedami povedano, posvečenje je rast v veri, rast v krščanskem življenju in približevanje podobi Jezusa Kristusa. To lahko rečemo tudi tako, več Boga in manj posvetnega v meni. K temu je poklican vsak, ki veruje v Jezusa Kristusa. Torej, kličem tebe, kličem sebe, da zaupamo Gospodu Jezusu Kristusu. To je razlog, zakaj želimo, da je vodilo naše cerkve v letu 2021 globlje v posvečenju in evangelizaciji. Pismo Kološanom je pismo, ki nam ga je podaril sam Bog po apostolu Pavlu. Da tudi nas, verne, v današnjem času, v naši cerkvi, evangelijski krščanski cerkvi Ljubljana, popelje v globlje posvečenje in evangelizacijo, kot je to Bog naredil z verniki v Kolosih. Letos se želimo učiti iz življenja vernih v Kolosah. Na samem začetku vas vabim, da malo spoznamo cerkev v Kolosah. Zato si preberimo iz pisma Kološanom 1. poglavja, 1. in 2. vrstico. Sveto pismo nam pravi takole: Pavel, po Božji volji apostol Kristusa Jezusa in brat Timotej, svetim v Kolosah in zvestim bratom v Kristusu, milost vam in mir od Boga našega Očeta. Najprej poglejmo si nekaj osnovnih dejstev glede pisma Kološanom. Kdo je pisatelj? Kot smo prebrali v prvi vrstici, je pismo napisal apostol Pavel. Pisal ga je vernim v Kolosah, ko je bil zaprt in v verigah v Rimu. To lahko vidimo tudi v 4. vrstici in še v nekaterih drugih. Sedaj pa nekaj o mestu Kolose. Mesto leži približno 150 km vzhodno od Efeza in je bilo locirano na pomembni trgovski poti med vzhodom in zahodom. Kolose so bile nekdaj zelo veliko mesto zaradi trgovanja z volno. Bilo je to mesto v času apostola Pavla zelo kozmopolitansko mesto z različnimi kulturami in religijami, ki so se medsebojno mešale. Čeprav samo mesto ni imelo velikega vpliva in pomena v času apostola Pavla, pa ima pismo Kološanom
Pismo, ki ga je apostol Pavel pisal svojim ljubim vernikom v Kolosah. Pomembno ima tudi mesto v Novi zavezi, kot da piše nam. Ne zaradi tega, ker je samo pisalo vernim v Kolosah, temveč ker razodeva veličastvo Jezusa Kristusa in njegovo poslanstvo. In zato je tako aktualno danes, nam, ki živimo v Ljubljani, v letu 2021. Pa še nekaj več o tej cerkvi, ki je bila v Kolosah. Nekje bi želel poudariti 3 stvari o tej cerkvi. Kot prvo, želim povedati, da apostol Pavel osebno ni ustanovil cerkve v Kolosah. Kot nam je znano, apostol Pavel še niti nikoli ni bil v tem mestu, saj do takrat, ko je pisal to pismo. Ali imel je dobre informacije o tej cerkvi, kajti imel je nekoga tam, ki je bil njegov učenec. Mesto Kolose ni niti enkrat omenjeno v apostolskih delih, niti drugje v Novi zavezi. Apostol Pavel torej ni ustanovil cerkev v Kolosah. Po vsej verjetnosti je to ustanovil Epafra, njegov učenec. Učenec in služabnik Jezusa Kristusa. To lahko preberemo v 7. vrstici 1. poglavja. V času, ko je bil Epafra v Efezu, je slišal evangelij prav od apostola Pavla in se je spreobrnil. Ne samo, da se je spreobrnil, temveč je bil tudi usposobljen od apostola Pavla, da bi se vrnil v svoj domači kraj, ter tja ponesel evangelij in začel cerkev. To lahko vidimo v 4. poglavju 12. vrstici. Torej, zgodba o nastanku cerkve v Kolosah nam odkriva eno pomembno dejstvo. Bog ne uporablja vedno samo apostolov ali pastorjev, ki opravljajo službo za polni delovni čas, da bi ustanovili ali nekje začeli Jezusovo cerkev. Ne potrebuje niti velike organizacije, niti zgradbe, da bi ustanovil cerkev. Bog potrebuje na novo rojeno srce, ki ljubi izgubljene ljudi in ga uporablja za velike naloge. Si ti na novo rojen in ali ljubiš neodrešene ljudi? Če si in če da, Bog hoče tudi tebe uporabiti, da mogoče ti ustanoviš cerkev, naprimer v Logatcu, Grosupljem, Škofji Loki in veliko mest v Sloveniji, kjer nimamo še evangelijske cerkve. Bog želi, da ustanoviš cerkev, kot je uporabil Filemona. To beremo v pismu Filemonu. Ali celo neimenovano gospo, beremo v 2. Janezovem pismu. Zato res živim jaz. Živi vodstvo naše cerkve in spodbujamo vse, da bi tako živeli in želeli vsi mi. Zato spodbujamo k veri, spodbujamo k ljubezni do izgubljenih ljudi. Kakor je apostol Pavel za Božje kraljestvo usposabljal goreče ljudi, tako kot je to bil Epafra, lahko uporabi tudi mene in tebe. In tudi mi želimo usposabljati v letu 2021 goreče ljudi. Ljudi, ki ljubijo ta svet, ki ljubijo tiste, ki še niso spoznali Jezusa Kristusa. Zato vabim te, da začneš moliti za to. Mogoče bo tudi tebe Bog poklical. In ti bo sigurno odgovoril, če te ima v svojih mislih za izvoljenega za to pričudovito nalogo, ki jo imamo. Imamo vsi, ki smo njegovi otroci. Želim vam povedati sedaj na kratko mojo zgodbo, kako je mene poklical Gospod leta 1999, da zapustim službo, ki sem jo imel, in da se vključim v Jezusovo delo, v službo, ki jo Jezus imel pripravljeno za mene. Spominjam se tistega dneva, ko sem šel v
službo, zgodaj zjutraj je bilo, vozil sem se v avtomobilu in naenkrat sem slišal glas, ki me je nagovoril: Zvonko, nekaj ti želim povedati. In sem rekel: kaj, Gospod? Ker sem slišal glas, nikoli nobenega ni bilo okrog mene in vedel sem, to Gospod govori. In je rekel: veš, želel bi, da zapusti službo, ki jo imaš sedaj, ker jaz imam službo za tebe. Želim, da sedaj vložiš to, kar imaš, to, kar sem ti dal v moje kraljestvo. Kajti dal sem ti čudovito družino, dal sem ti stanovanje, dal sem ti avtomobil, dal sem ti marsikaj. In ne želim, da naprej vlagaš v stvari, ki bodo na tej zemlji ostale. Želim, da jih vlagaš v nebeško, v tisto, kar bo ostalo večno. In me je vprašal: ali si tega želiš? Nisem mu takoj odgovoril. Ali ko mi je povedal: Zvonko, potrebujem te, kajti imam delo, ki ga nihče ne more opraviti, razen ti, razen tebe. Takrat so se mi solze ulile po obrazu in sem spoznal, da je Gospod načrtoval delo zame že pred ustanovitvom sveta. In kako se ne bi odzval? Takoj sem rekel: Gospod, grem. In čudovito je, lahko rečem, 20 let je od tega in nikoli se nisem premislil in nikoli nisem spoznal, da je bila napaka. Bil je to pravi izbor. Ja, imam željo in imel sem željo, da evangeliziram. Ravno tako, kakor je bila Epafrova velika želja, da se vrne iz Efeza v svoj domači kraj in da ponese evangelij svojim domačinom, mogoče svojim sorodnikom. In to je tudi storil. Tako je v preteklosti nastalo veliko in lepo število evangelijskih cerkva v naši Sloveniji. Ljudje so šli v tujino iskat delo. Tam so se spreobrnili, spoznali so Jezusa Kristusa in ta ljubezen do domačih, do svojega naroda jih je gnala, da so se vrnili nazaj v svojo domovino, da povedo evangelij Jezusa Kristusa svojim domačim. In tako, po spreobrnenju svojih domačih in someščanov, so nastale cerkve v Sloveniji. A ni čudovito? Kot smo že povedali, potrebne so tudi nove cerkve v mnogih novih mestih. Mogoče Gospod ima načrt za tebe. Moli, dragi brat, draga sestra. Mislim, da se to zgodi v naši cerkvi in se lahko zgodi. In to želim in tudi jaz se bom priključil tej molitvi. Veste, to je tudi zgodba moje hčerke Glorije in zeta Sebastijana. Še danes ne morem verjeti, kaj se je pravzaprav zgodilo v Radovljici in kako Bog tam dviga močno cerkev. Zato mu slava, hvala za ta privilegij in to priložnost, ki je dal moji družini in nam vsem. To je tudi eden od razlogov, zakaj spodbujamo našo cerkev k globljemu posvečenju in evangelizaciji. Molimo za to in začnimo se redno bojevati v molitvah za ljudi v naši Sloveniji. Kaj pomeni bojevati? To pomeni moliti do takrat, dokler Bog ne bo uslišal in ne bo spremenil množico ljudi in poklical v svoje kraljestvo. A si želimo spremembe? Seveda. Zato molimo, kajti Bog bo uslišal naše molitve. In ne bomo odnehali, kaj ne? Seveda, da ne bomo. Drugo, v cerkvi so bili večinoma verniki v Kolosah iz poganstva in ne iz judovstva. Ne glede na to, da je v dolini, kjer se je mesto Kolose nahajalo, živelo nekaj 1000 Judov. Lahko iz samega pisma Kološanom vidimo, da so bili v cerkvi večinoma pogani. To lahko beremo v 1., 2. in 3. poglavju.
Jezusova cerkev ni bila namenjena in ni namenjena danes samo za enega naroda, ni namenjena samo za Jude, temveč za vse ljudstvo, za vse tisti, ki želijo biti del Božjega kraljestva. Torej, za ljudstvo, ki je sedelo v temi in ki še vedno sedi, Bog ima cerkev namenjeno za njih. Ali te potrebuje tebe in mene, da gremo in jim oznanjamo evangelij. Božja cerkev je cerkev bivših predhodnih grešnikov, ki so se spreobrnili in on jih kliče, da pridejo v njegovo cerkev. Tistih, ki so hodili po svojih poteh, ki so hodili za drugimi bogovi, ti so se spreobračali in ti se danes bodo spreobračali zaradi tebe in mene, ko bomo znanjali evangelij. Ja, to pomeni tisto, zakaj je vredno živeti, zakaj je vredno moliti. To pomeni, da se veselimo otrok, ki so rojeni v družinah vernih, ali se še veselimo otrok, ki nimajo te privilegije, da so v družinah rojeni, v družinah, ki poznajo Jezusa Kristusa. Kajti Bog ljubi izgubljeni svet, vse ljudi in vse otroke. Kristusova cerkev je cerkev, ki je odprta za vse otroke. To je cerkev, ki je odprta za vse narode. To je cerkev, ki je odprta za vse narodnosti, za vse rase, za zdrave in bolne, za bogate in revne. Kajti Kristus Jezus je umrl za vse ljudi, do enega na tem svetu, zato, da bi postali odrešeni in imeli večno življenje. Zato je tudi naša cerkev odprta za vse ljudi. In tretje, cerkev v Kolosah se je srečevala z resnimi krivimi nauki. Nekaj let potem, ko je bila cerkev ustanovljena, je Epafra obiskal apostola Pavla, ko je bil po vsej verjetnosti zaprt v Rimu. Obiskal ga je z enim namenom, da se z njim pogovori, da mu prinese čudovite novice o veliki veri in ljubezni tistih, ki so se spreobrnili, ki imajo vero v Jezusa Kristusa. Želel mu je povedati o življenju, o urejenem življenju, o krščanskem življenju tistih, ki so se spreobrnili, ki so šli iz sveta in so se vključili v Božjo cerkev. To beremo v pismu Kološanom 2:5 in pravi nam takole: kajti, čeprav sem v mesu odsoten, pravi apostol Pavel, sem vendar v duhu med vami in se veselim, ko vidim, kako urejeno je vaše življenje in kako trdna je vaša vera v Jezusa Kristusa. Vendar pa mu je poleg dobrih novic istočasno poročil tudi o širjenju krivega nauka med verniki strani nekaterih krivih učiteljev. Pismo Kološanom v 2:8 nam to opisuje takole. Beremo: glejte, da vas kdo ne ujame s filozofijo in prazno prevaro, ravnaje se po človeškem se izročilu in po prvinah tega sveta, ne pa po Kristusu. Čeprav nam apostol Pavel nikjer izrecno ne pove ali razloži krive vere, s katero so se srečevali, lahko iz pisma jasno vidimo, da so se srečevali s krivimi učitelji, kar je ogrožalo njihovo trdnost v resnici evangelija. Prav to krivo učenje je napadalo in izpodkopavalo delo Jezusa Kristusa v njihovih življenjih. In seveda, tisto, kar je Jezus dokončal, a to je bilo odrešenje, ki ga imajo in so imeli v njem, so želeli nekateri spremeniti, nekaj dodati. To je bilo nevarno in to je bila tista kriva vera. Ker je mimo šla trgovska pot med vzhodom in zahodom, je bilo normalno, da je mesto odprto za razne vzhodne religije in mišljenja, ter popularnost
grškega dualizma in gnosticizma, današnjega novodobnega učenja, ki ga mi imenujemo New Age. Tudi naša Ljubljana je odprta. Cel svet, da tako rečem, prihaja v Ljubljano in v naše mesto prihajajo tudi takšni in podobni nauki. In to vse z namenom, da bi se krščanstvu nekaj odzelo in nekaj dodalo. Kot da Jezus Kristus sam ni dovolj. A vse to nam je danes tako znano, kaj ne? In v pismu Kološanom bomo lahko odkrili in videli velik odgovor na vse te izzive. Bomo spoznali, kdo je Jezus Kristus. Bomo spoznali, kaj je storil za nas. Bomo spoznali, da je to dovolj za našo odrešitev, za našo vero, za sigurnost večnega življenja. Ne potrebujemo nobenih dodatnih posrednikov in ne potrebujemo nobenih dodatnih dodatkov. Kristus Jezus sam je dovolj. Iz tega se lahko naučimo eno zelo pomembno dejstvo. Dragi brati in sestre, in to je, da če smo se v veri srečali z Jezusom Kristusom, imamo večno življenje. Zato ostale nauke, ostale dodatke bomo spremenjali. Bomo jih stran dali iz našega življenja. Seveda se bomo borili, ali ne tako, da bomo vzeli orožja, temveč bomo rekli, ne hvala, tega ne, in tudi drugim bomo razložili, zakaj se gre. Kajti Jezus Kristus je dovolj. Zato vsakodnevno zavedajmo se, da ti in jaz kot posameznik in mi kot celotna cerkev danes se srečujemo s temi učenji in miselnostmi, ki nas spodbujajo k vračanju naravi, k verovanju in odkrivanju energije in moči v stvarstvu, v naravi in žal ne v stvarniku. Vsa ta učenja so nevarna in so v nasprotju z resnico Svetega pisma. Zato vse vas vabim, da se vključimo skupaj v preučevanje, v to Božjo besedo, ki nam razlaga in odkriva, kaj je potrebno in kaj je dovolj. In nas seveda potem nobena nevihta ali krivi nauk ne bo zamajal in ne bo odpeljal stran od Jezusa Kristusa. Kako čudovito upanje, kako čudovito sporočilo. Bratje in sestre, ter dragi gledalci in poslušalci, Kristus Jezus je dovolj. Zapomnimo si to resnico. Jezus je dovolj za tvoje odrešenje in tvoje življenje. Tej resnici se ne sme nič odzeti ali dodati. Vse, kar je dodano ali odzeto, je kriva vera in krivo učenje, ki se mu je res, kot sem povedal, treba upreti in nasprotovati. Apostol Pavel povzema glavno sporočilo pisma Kološanom tako lepo v 4. poglavju 12. vrstici in pravi takole: Pozdravlja vas Epafra, ki je eden izmed vas, služabnik Kristusa Jezusa. On se v svojih molitvah nenehno bojuje za vas, da bi bili popolni in povsem gotovi vsem, kar hoče Bog. Tudi jaz moram priznati, se nenehno molim in postim za vsakega od vas. In vas želim spodbujati in učiti, da boste tudi vi trdno stali v tej resnici evangelija. To pa ni odvisno od voditeljev. To pa ni celo odvisno od Boga. Odvisno je od vseh teh in od tebe, če boš privolil, če boš ti izbral in če boš se trdno odločil ostati v resnici, ki nam odkriva Sveto pismo. Potem boš tudi ti trdno stal in obstal. Potem boš tudi ti ukorenjen v Jezusu in boš vziden v njegovi cerkvi za večno. Zato te vabim, da se tudi ti aktivno priključiš Epafri in voditeljem naše cerkve in se v svojih molitvah bojuješ
Prvo, seveda zase in potem za druge, za brate in sestre v Jezusu Kristusu, za izgubljene ljudi, da pridejo, da bi vsi bili popolni in povsem gotovi vsem, kar hoče Bog in kaj njemu po volji. Že zdaj se veselim, kako globoko bomo segli v tem letu v posvečenje in evangelizacijo. Veselim se, ko bo Gospod deloval v naših življenjih, ko bomo v svojih življenjih izkusili neskončno moč, Božjo moč v sebi in videli Boga na delu. A si navdušen? Jaz sem. Bog je to načrtoval za mene in za tebe in za našo cerkev. Zato se veselim leta 2021. Že zdaj se tudi veselim s teboj, ko bomo uživali in se veselili vseh neverjetnih sadov svojega, mojega in tvojega globokega posvečenja in dela v evangelizaciji. Zato je res vredno živeti in se žrtvovati v letu 2021. In na koncu želim samo povedati, sedaj tudi ti povej in Jezusu svoj ja, svoj da. Povej, Jezus, jaz sem za. Uporabi me, tukaj sem, želim moliti. In želim moliti za vas, želim moliti za sebe, da vse nas Jezus res uporabi v letu 2021, sebi na slavu in na odrešenje mnogim v naši Sloveniji. Oče nebeški, hvala ti za to čudovito pismo, hvala ti za apostola Pavla, ki si ga uporabil, da bi to pismo ostalo nam danes. Hvala ti, da nam ti po njem razodevaš Jezusa Kristusa, ki je dovolj za naše odrešenje. Če verujemo vanj, imamo večno življenje. Oče dragi, jaz te prosim, da utrdiš našo vero, da bi vsi verovali v to resnico. In prosim, da odpiraš srca tistim, ki te ne poznajo, da sprejmejo to resnico in to odrešenje v Jezusu Kristusu, da si pridobijo večno življenje. Oče, prosim, deluj skozi nas in po nas v tem letu. V imenu Jezusa Kristusa. Amen. Kako bogata je bila danes obložena Božja miza. Polno slavljenja, pričevanj in besede, vpogleda v življenje prvih kristjanov v Kološah. Kakšna duhovna večerja! Naj nas Bog blagoslovi v naslednjem tednu in nam jutri spet da lakoto, da bomo skozi teden tudi sami posegali po duhovni hrani, Svetem pismu, ki nas bo prečiščevalo in oblikovalo v podobo Jezusa. Rad bi vas še obvestil, da bo tudi letos vse slovensko maratonsko branje Svetega pisma, ki bo potekalo od sobote 23. do petka 29. januarja 2021, 24 ur na dan. Zaradi epidemiološke situacije bo tokrat celoten maraton, vključno z branjem, potekal prek spleta. Vsi, ki bi se radi vključili v branje in razglašanje Božje besede, lahko več o tem preberete na spletni strani Svetopisemski maraton. Spodbujamo se, da še naprej molimo za nakup zgradbe, za naše bogoslužja in da še naprej namenjamo svoje darove za delovanje naše cerkve. Na koncu bodite vsi obilno blagoslovljeni, živite v miru, živite v pričakovanju Gospodovega prihoda in ta teden nekoga pokličite ali mu napišite spodbudno sporočilce. Vse dobro in se vidimo v nedeljo ob isti uri, ob polni obloženi mizi. Bodite blagoslovljeni in naj bo Jezus z vami.